Letos praznujemo 20. obletnico zagotovo najpomembnejšega dogodka v slovenski raziskovalni zgodovini. In v teh zadnjih 20 letih sem jaz doživel približno 5 do 10 obiskov na leto kakšnih tujih študentov in raziskovalcev iz tujih univerz, inštitutov in podobnih ustanov. Iz Slovenije pa do teh obiskov morda polovico manj. Tako da se mi zdi, da je ta najpomembnejši čas v slovenski raziskovalni zgodovini včasih precej bolj zanimiv za tiste, ki nismo Slovenci in najdejo morda kakšne večje navdihe kot pa mi, ki smo to doživeli. Vsi, ki smo takrat ali pa ste takrat spremljali dogajanje v Sloveniji in Jugoslaviji, se spomnite obiska ameriškega zunanjega ministra Jamesa Bakerja v Beogradu. Nekaj dni prej so mi razglasili samostojnost, mislim, da to 21. junija 1991, ki je dejal jasno in glasno ne samo našim predstavnikom, ampak tudi v kamere, Združene države bodo nikoli priznale Slovenije oziroma republike, ki bi se, če bi se odcepili. Mi smo prestregli drugi dan vojne. Nekaj, da je peša tela poslana iz hotela Slon, v Beograd poslal pa je ameriški vojaški ataše, in v katerem je napisal, da je situacija v Sloveniji popolnoma drugačna po drugem dnevu spopadov, kot so oni predvidevali in da priporočajo, da Združene države spremenijo politiko do tega vprašanja. Torej, do pogajanja na Brionih, mislim, da je to 7. julija 1991, Slovenija ni bila imala kot mednarodni dejavnik. In šele to, kar smo mi naredili v tistih 7-10 dneh, nas je postavilo približno v ta položaj. Če skrajšam te ugodne mednarodne okoliščine ali pa tako imenovane ugodne mednarodne okoliščine, nam ne bi prav nič pomagalo, koliko si Slovenija sama ne bi pomagala. Drugi tak splošen razlog je bila dozorelost strana. O tem smo se veliko pogovarjali v krogih Demosa, takrat Jože Pučnik je imel nekaj zelo lucidnih ugotovitev v zvezi s tem, ali smo dozoreli, ali nismo dozoreli, kdaj se bo to stehtalo. Spomnim se, da je nekoč dejal, da je narod že večkrat, slovenski narod že večkrat v svoji zgodovini dozorel za ta korak, vendar mu niso dopustili, da bi ga naredili. Mislim, da je mi velik pogum misliti samostojno Slovenijo v času med leti 1945 in 1990. Veliko ljudi je za ta pogum plačalo življenje, veliko z zapori, na tisoči so to plačali z izgnanstvom. Večina njih je tam danes tudi pokopala. Velik pogum je bilo misliti to doma, zapisati to v kakšno revijo z nizko naklado, zapisati to v kakšen bilten na ciklostilu, zapisati to v ta proglas slovenskih intelektualcev, ki sta v Rimu, o katerem prej govoril gospod Petrle. Kajti ne samo, da bi lahko marsikdo za to bil kaznovan oziroma da bi čutil posledice, veliko teh je dejansko čutilo posledice takšnega ravnanja. Ampak misel je pač preživela. A misel je preživela v Dragi, ker so naši zamejski rojaki vsako leto začetku septembra organizirali razmišljanja, srečanja slovenskih intelektualcev iz zamejstva, iz domovine in iz emigracije po svetu. Tam so se oblikovali številne ideje, ki so jih slišali mladi in stvar je šla iz roda v rod. Velik pogum je potreben, da smo izglasovali v slovenskem parlamentu odločitev, da nabornikov ne pošiljamo več v jugoslovansko armado, najprej ne izven 5. vojaškega območja. Velik pogum je potreben po vseh občinskih organih in policijah, oziroma takrat notah milice, ki so varovali te
evidence nabornikov, ki so bile ključne, vsak od njih bi bil lahko katerokoli noč tarča napada, Jugoslavijska armada je izdelala takšne načrte, vedeli smo za to. Kljub temu se je ustrajalo. Velik pogum je potreben za odločitev, da gremo na plebiscit, nekaj več o tem. Velik pogum je potreben za odločitev, da vlada, da se pripravlja lastni denar. V času, ko nihče izven Slovenije ni dal počenega groša na našo samostojnost. Velik pogum je potreben, da slovenski parlament sprejel odločitev, da organiziramo lastno vojaško usposabljanje. Ta odločitev je bila sprejeta z enim glasom večine. Prav tako kot odločitev, da se sprejme obrambni proračun ali da se sprejme krovni zakon o obrambi. Imamo sicer nekoliko več glasov večine, ampak tukaj je šlo za las. Jaz bi lahko rekel, da če kje govorimo o sreči, ki je bila Slovenija, pa sreča pri teh treh glasovanj. Katerikoli akt od teh bi manjkal, bi bil velik problem. Še posebej zato, ker je bilo v tem času, ko so se v državnem parlamentu ali takratni skupščini sprejemale te odločitve, v slovenski javnosti je objavljena anketa, ki je kazala, da samo 11% Slovencev verjame, da se lahko Slovenija, če bi prišlo do vojaškega ogrožanja, kakorkoli uspešno obrani. Pravi, ena desetina ljudi je verjela, da se sploh splača karkoli tvega. Je bila ta anketa realna ali ponarejena, ne vemo. Vsekakor pa je rodila tudi to znamenito deklaracijo za mir, oziroma v bistvu za hitro-stransko razdružitev, o kateri je že prej tukaj govoril gospod Peterle. V tej deklaraciji je 4 od 5 članov takratnega vrhovnega poveljstva slovenskih obrambnih sil, dobra tretjina vlade in pravzaprav vsa opozicija v parlamentu podpisala izjavo, kjer je pisalo, Slovenija ne potrebuje vojske. Moramo se demilitarizirati, itak nismo nič imeli, oni so pa zahtevali, da se še demilitarizirati. Jaz sem prišel takrat na eno usposabljanje na domžalske enote teritorijalne obrambe na Medvedje, ko Kočevju, fantje, ki so bili vsi stari tam 30 in 40 let, se pravi zrele osebnosti, ki so se valjali tam po snegu in blatu sredi zime, oziroma februarja sredi zime. Bistveno večji pogum od vsega tega so potrebovali častniki in počastniki, ki so v Pekah usposabljali prvo generacijo slovenskih nabornikov in so se čez nekaj dni soočili z oklepniki Jugoslavijske armade s težkim orožjem, sami pa so imeli, rekel, nekaj muzejskih primerkov, pa par primerkov modernega pehotnega orožja, ki ne bi zadostovali, ampak kljub temu niso vključili. Pa nihče od teh ni dobil višjega državnega priznanja kot oseba, ki je še spomladi leta 1991, en teden pred slovenskimi volitvami, pozivala represivne organe Jugoslavijske armade, naj v Sloveniji ukrepajo. Mladi fantje v uniformah teritorijalne obrambe na Medvedjeku so zaustavljali oklepno kolono ognji iz oklepnikov in iz letal Jugoslavijske armade, ki so sejala smrt. In so danes več ali manj pozabljeni. Velikokrat se sliši, da smo imeli srečo. Pri vseh teh stvareh tudi vedno koliko tvega se je za kakšnega vogala včasih pojavi sreča. Včasih tudi ne sreča običajno boje. Jaz mislim, da je bila velika sreča in da danes ne bi proslavili 20. obletnice samosvojitve, da so okoliščine pripeljale do tega, da je šel Demos v projektu samosvojitve preko rezervnega, ne pa preko prvotnega scenarija. Demos imel namreč dve variante oziroma dva scenarija samosvojitve. Prvi, ki je bil zapisan tudi v programu, je bil, da se slovensko politično občestvo uskladi glede nove ustave, da se ta nova ustava sprejme v skupščini in da se potem ta nova ustava da na plebiscit in potem
se ljudje odločijo, ali se ta nova ustava sprejme, in če se sprejme, je to de facto samostojna slovenska država, ker bi ustava imela samo to. Ni bilo v tisti ustavi, da je bilo več Jugoslavije, tako kot je ni bilo v pisateljski ustavi. Tudi zato, da je bila pisateljska ustava izdana, ni potrebno. Ampak ta pogajanja še kar trajala in seveda v takratni slovenski skupščini dvotretjinske večine za to, da bi se uskladil ustavni tekst, bi bilo možno doseči. In če bi se še ustrajalo na tej poti, bi mi ta vlak zamudili. Jaz še danes ne vem točno, katere okoliščine, kakšni motivi in kaj se je pripeljalo do tiste ideje, da se gre po skrajšani varianti in da je najprej plebiscit in potem ustava. Mislim, da tudi ni bilo tukaj nekega zelo jasno razdelanega, natančnega načrta, ampak da je splet različnih okoliščin in spoznan in dogajanj v naši soseščini pripeljal do tega. Ampak ta odločitev je bila ključna.